tam nekaj 10 let nazaj. Lep večer, poletni večer, mi zazvoni pager in mi zapis, ki ga napiše velik obsežni požar, gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša. Ok, jaz se hitro napravim, pičem direktno v gasilni dom, kjer se pač z vsemi ostalimi sogasilci oblečemo, pridemo na kraj požara. Res gorel, polno, na full. Jaz pogledam gor, ne bo razsvetljen tam 10 metrov dim, kadi. Ok, itak polno adrenalina, gremo v samo poslopje. Na 6 res kolegov, dobrih kolegov smo pač šli v samo zgradbo, kjer smo pač reševali neko govedo, pa ostale stroje. In v enem trenutku, ker ne vem, kaj da bi počal, ali pa da bi me lopnil po šlemu, po čeladi, in pa nek zaključil, počel bo nekaj paste, bežite ven. Jaz gledam, en gasilec je bil 2 metra od mene, drugi gasilec je bil 3 metre od mene, to ni mogoče, pa navač nobena druga stvar, da bi me nek počel po glavi. Pogledam navzgor, aha, strop je bil čisto pognan, kadil se na full vročina. Pogledam jaz druge sogasilce in rečem, ajde bežimo mi zdajle hitro ven, ker drugače bo, če vse dol pade, bo po nas. Dva sta se sicer obotavljala, sta hotela še nekaj strojev ven potegniti, pa dobro. Mi pridemo dva, gremo hitro ven. In ni bilo 2 sekund, ker se je zrušila cel strop, celota napušč. Res bilo kot v filmu. Meni so se začeli v tistem momentu šibati kolena, jaz sem bil čist mehak. V bistvu sem bil kar nesposoben za nadaljnje reševanje. In potem bolj, ko je prišlo za mano, bolj, ko sem razmišljal, bolj se mi je zdelo, da je bil pač tisti, ki mi je lopnil po glav, pa nek zaklical v neko uho, da je bil to angel varuh, Jezus. In on mi je rešil kožo. Tukaj sem se pa res počutil nek šibkega. Zmrazil mi je po celem telesu, hkrati sem pa občutil pa res čisti mir, ker sem se pač na novo rodil, kot dojenček. In so vsem tem lahko pač potegnem ene vzporednice med samim duhovnim življenjem pa pač navadnim življenjem običnega človeka. In sicer gasilec ne sme nikoli biti hraber, nikoli ne sme biti siguren vase, ne sme nikoli z hrbtom pač obrniti proti ognju, ker ogenj je kot skušnjava. In če se samo malo dotaknemo te skušnjave, nas potegne v greh. Pač splameti na polno in pa smo pogubljeni, pa smo v grehu. In na vsaki taki točki, do kjer pride, se moramo malo ustaviti, pa se moramo zamisliti in se vprašati, da smo mi sploh dobri kristjani. A znamo oziroma sploh zmoremo kaj pomagati sočloveku, človeku, ki je pač potreben pomoči. A smo sploh ponosni na svojo vero. Potrebujemo skupnost. Za vsak uspeh, za vse, kar hočemo delati, rabimo mi skupnost. Rabimo drugega, rabimo sočloveka, rabimo Jezusa. On je z nami in v trpljenju, v bolečinah in na koncu koncev tudi v smrti. On pač želi živeti z nami, želi vzeti naše trpljenje, bolečine. Lahko se mu izročimo v popolnosti, mu izročimo svoje težave pred njegova kolena, pred njegov križ. Res, da smo mi njegovi, nikoli nismo sami, nikoli nas ne bo zapustil. In za vsako zaupanje, za vsako delo potrebujemo Jezusa. In on nas bo blagoslavljal, ozdravljal kot posameznika in kot skupnost v celoti.